Živijo. En lep kolesarski pozdrav. Danes je nedelja, 23. maj, ko pride v Novo Gorico Giro d'Italia. In jaz sem se odpravil na eno krajše kolesarjenje, na katerem si bom probal en košček dirke tudi ogledati. Zdaj je približno 14:30 ura, kar pomeni, da imam kakšni 2 uri do prihoda kolesarjev. Cesta na progi je že zaprta, ampak s kolesom bom pa lahko šel pogledati, po katerem koščku Nove Gorice gre. Evo, tukaj je Solkanski mejni prehod. Tukaj bojo kolesarji prišli iz Italije v Slovenijo in ostro zavijali desno na Kolodvorsko ulico. Zdaj se bom zapeljal po Kolodvorski ulici do konca, kjer bodo kolesarji šli levo. V semaforju pa zavijajo desno čez Rafut. Tukaj iz Kolodvorske ulice imajo še 5 km do cilja, se pravi, jih lahko pričakujemo nekje 20 do 5, 15 do 5, kaj takega. Zaenkrat računam, da jih bom opozoval pri prehodu ceste čez železniško progo. Zaenkrat se bom pa rajši umaknil s trase in naredim en svoj krajši 2-urni krog. Napoved za ta vikend je bila zelo slaba, ampak k sreči se je potem vreme obrnilo tako, da sem lahko kolesaril včeraj, se pravi v soboto, in še danes. Včeraj je bilo precej hladno, okrog 16 do 17 stopinj, danes pa se je sigrelo na prijetnih 21. Moram reči, da je en tak res zanimiv vikend. V Novo Gorico sta prišla 2 kolega iz Murske Sobote, da naredita par kolesarjen po Goriškem in da si v nedeljo ogledata Giro. Celo soboto je padal dež, razen med 11. in 16. uro, ko smo se odpravili na kolesarjenje. Kakor sem rekel, bilo je precej hladno, popolnoma oblačno in mi smo se zagnali korajžno na Kras. Moja edina prednost je bila poznavanje terena, vse ostale adute sta imela pa v rokavu ona 2. Izredno močna kolesarja, spretna v vseh možnih pogojih, tako da ko sta si med vožnjo požvižgavala, klepetala ali pa telefonirala, sem jaz od zadaj komaj dohajal in trpel ko hudik. Najprej smo se iz Mirna dvignili gor na Kras, potem smo se zapeljali do spomenika na Cirje, večinoma po stranskih cestah šli do Sela na Krasu, pa do Vojščice, Temnice preko Škrbine v Komen. Na poti smo naredili postank v Hrušici, kjer smo si privoščili lahkotno kosilce in se potem čez Štanjel in Branik vračali nazaj v Novo Gorico. Jaz sem bil na koncu uničen, imel sem 82 km, one 2 sta jih pa naredila 95, ker sta štartala in končala turo v Goriških Brdih. Obema se še enkrat zahvaljujem za prijetno kolesarjenje po Krasu in pa za večerno športno navijanje. To je bil tudi en tak večji, konkreten test mojega Fujija, kjer pa razen škripajočega sedeža ni bilo drugih težav. Današnja vožnja lahko šteje za 3. test po tistem velikem servisu in držimo pesti, da se kolo čim bolj obnese. Glede na vse nasvete in ideje, ki sem jih dobil v komentarjih, sem se odločil, da če te sapim špice ne bojo zdržale, bom šel v nakup boljših obročev, najverjetneje Fulcrum. Tudi na današnji vožnji se Fuji zaenkrat obnaša odlično, z izjemo tega škripanja v sedežu, ki pa upam, da ga bo serviser znal odpraviti. No evo, zdaj pa je 4 popoldan. V 1 uri in pol sem prevozil 35 km, 15 še imam do Nove Gorice, tako da se kar odpravim direkt proti domu, da si bom lahko ogledal še zadnje kilometre 15. etape Giro d'Italia.
Ja, tam od zadaj je precej črno, ampak tukaj je pa vreme zaenkrat zdržalo. Sam še to se manjka, da si dirko ogledam v dežju. Edina tolažba ta, da bo ob progi manj ljudi in mogoče s tem boljše opcije za kaj posnet. Kar navadno za kak padec. Ola, Giro je šel mimo, malo nas je opralo, jaz pa lepo direkt domov, še 2 kilometrčka. Lepo sem izkoristil popoldne, približno 50 kilometrov, dobri 2 uri. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.